Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Učenci turističnega krožka z osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora so na 33. vseslovenskem festivalu turizmu Pomaga lastna glava, ki je potekal v Kamniku, osvojili zlato priznanje. Z raziskovalno nalogo Planica Snežna kraljica, zelo lepo stojnico, spominki, ponudbo naših lokalnih specialitet in predvsem maketo planiške letalnice so navdušili. Zapeli so tudi skladbo Planica, planica in se uvrstili tudi na državno tekmovanje. Njihovi mentorici sta Petra Berčič in Helena Smolej. Letos že 6. leto zapored sodelujemo na festivalu Turizmu Pomaga lastna glava. Zdi se mi prav, da podpiramo turizem, saj je Kranjska Gora turistična občina. Otroci zelo radi sodelujejo pri turistično-podjetniškem krožku in vsako leto prav z zanimanjem pričakujemo novo temo. Letos je tema turistični spominek, ker Rateče čakajo v prihodnjih letih mnogi izzivi, zato smo se odločili, da tudi mi damo nekaj zraven. V nalogi so med drugim zapisali: Planica vsako leto gosti najboljše smučarske skakalce, tekače in nordijske kombinatorce z celega sveta. Leta 2019 praznujemo 50 let letalnice bratov Gorišek in 40 let od prve izvedbe Avsenikove Planica, planica. Leta 2020 bo Planica gostila svetovno prvenstvo v smučarskih poletih. Vse to so, poleg že omenjenega svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju leta 2023, razlogi, zakaj smo se odločili, da v turistično nalogo vključimo Planico oziroma kraj Rateče Planica. Kot letošnja tema so bili turistični spominki, izbrali smo si pa temo Planica Snežna kraljica. Naredili smo svoj unikaten turistični vodnik. V njega smo pa zajeli 10 najizrateč. 10 najizrateč krajev, 5 najgostilen, restauracij, 5 najkrajev v Ratečah, 5 najokolij. Predstavili smo tudi sladice, imamo tudi kakšna obuvala so bila, kakšne narodne noše. Predstavili smo tudi vaški dan, 5 najkulturnih znamenitosti, hiše, zgradbe, cerkve. Družabno igro. Naredili smo jo zato, ker želimo, ker je poučna in z njo lahko spoznate zgodovino smučarskih skokov in vse pomembne mejnike v zgodovini Planice. In magnetek, na katerem je naš logotip, ki združuje logotip turističnega društva Rateče Planica, ki je gorenjski nagelj, in pa taple, ki so v logotipu Planice, ki ponazarjajo smučarske polete. To je pa naš magnetek, na njemu je vžgan naš logo, pol ga pa z barvicami pobarvamo, gor pa piše Rateče Planica, pol pa so pa še skakalci pa rateški nagelj. Kdo pa hoče se še podegovati za naš magnetek in vrže kocko in če pravilno odgovori in z nami zapoje kitico Avsenikove pesmi Planica, planica, dobi naš magnetek. Skakalci, polnice, Smo tudi sladico Rateš Gvažek. Notor so mleti piškoti, suhe zmlete hruške pa skuta s pehtranom. Ljudje so bili zelo navdušeni nad vsemi našimi spominki. Spraševali so, kje lahko kupijo to, kako lahko dobijo, in odziv je bil res dober. Nad uspehom učenk in učencev je bil vidno navdušen tudi kranjskogorski ravnatelj Milan Rogelj. Na šoli v Kranjski Gori smo res ponosni na naše učence in na obe mentorici. To, da že leta se ukvarjamo s turističnim krožkom, da dosegamo lepe uspehe, v lanskem letu smo tudi dosegli zlato priznanje, je res lahko ponos in verjamem, da bomo s tem nadaljevali. Imamo ideje že za prihodnje leto, ko bo svetovno prvenstvo, in za naslednja leta. Poskušali bomo še nekatere druge ideje realizirati. Letos so ideje nastale na področju spominkov, turističnih spominkov. Prejšnja leta so bile turističnih poti po Ratečah in okolici.
Tako da ideje je ogromno in še enkrat čestitke našim učencem in obema mentoricama za današnjo predstavitev. Na kranjskogorski osnovni šoli pa so v četrtek izvedli še medobčinski otroški parlament. Danes smo na naši osnovni šoli gostili 29. medobčinski otroški parlament. Parlamenta se je udeležilo 7 osnovnih šol, se pravi osnovna šola Josipa Vandota, osnovna šola Mojstrana, osnovna šola Prežihovega Voranca, Toneta Čufarja, Polde Stražišar, Žirovnica in pa Koroška Bela. Veseli nas, da so se parlamenta udeležili tudi župani vseh 3 občin, občine Kranjska Gora, Jesenice in Žirovnica. Učenci na parlamentu niso skoparili z modrimi mislimi, nad katerimi se lahko zamisli vsak od nas. Govorili so o šolskem sistemu in pripravili nazorne predstavitve. Mi smo imeli odnose v šoli, pa smo začeli to med učenci. Med učenci je res preveč nasilja, psihičnega, fizičnega, pa pač po spletu. Učenci imajo premalo spoštovanja do učiteljev, sploh če se ne tako 2 zberete, da imate isto ne marate enega učitelja in pa ga še bolj zmatata. Pa pa še starejši se spirajo z mlajšimi, ali pa mlajši starejši. To, kar je že prejšnja skupina povedala, mlajši se zares v bistvu nespoštljivo obnašajo. Sploh ne spoštujejo starejših. Jaz se spomnim, ko smo bili mi mlajši, je bil vse tako ta deveterček. Pač bali smo se jih zdaj, da bi to spremenili, da bi mlajši malo bolj bili spoštljivi do starejših. No, potem smo se tudi dosti pogovarjali o teh domačih nalogah, pa smo v bistvu ugotovili, da kakšen dan dobimo res od vseh učiteljev res ogromno naloge, da v bistvu včasih tudi po cel popoldne delamo samo te naloge. Kakšen dan se pa tudi zgodi, da dobimo nalogo samo za en predmet ali pa celo za noben predmet. In smo mi razmišljali v bistvu, da bi to lahko tako malo omejili, da bi na primer samo se učitelji tudi malo med sabo organizirali, kako bi nam dajali naloge, da bi bilo v bistvu malo vse bolj razporejeno, da bi bilo tudi več časa prostega, pa da bi pač bilo vse malo bolj logično razporejeno. No, mi smo se pa lotili odnosov v šoli in pa šolskega sistema. Pri odnosih mislimo, da je premalo spoštovanja, posebej od mlajših do starejših, pa med osebami in učencem v obeh smerih. So tudi predsodki pa malo preveč nasilja, mislimo preveč verbalnega nasilja. Tisti, ki je največkrat frajer meseca, postane frajer leta. Dobri. Še dobro počutimo, radi pridemo v šolo in se lažje učimo. Izpostavili smo tudi izbirne predmete, zelo nam je všeč raznolikost izbirnih predmetov. Pogovarjali smo se tudi o šolski prehrani in menimo, da bi se morali učitelji bolj posvetovati z učenci, da bi morali narediti kakšne ankete o tem, kaj bi jedli. Ugotovili smo, da se danes učenci učimo samo za ocene, sploh ne zato, da bi znali, in učitelji bi lahko razlagali bolj zanimivo razlago, pa tako slikanje, pa lahko tudi v naravo, da bi kaj tako še videl. Predstavitve, ki so jih pripravili učenci, so pohvalili tudi visoki gostje. Jaz bi najprej čestital vam, otrokom oziroma učenkam in učencem, mentorjem in vsem organizatorjem tega šolskega parlamenta, zato ker se mi zdi, da je prav, da vsako leto diskutirate, debatirate na določene teme, predvsem pa, da poveste svoje mnenje, da se sliši tudi vaš glas. Ko sem šel malo okrog, moram priznati, da je bila moja percepcija vašega parlamenta danes o šolskem sistemu čisto nekaj drugega. Všeč mi je, da ste parlamentirali o odnosih, da ste parlamentirali o učni snovi, o procesih, predvsem pa, da ste parlamentirali o tem, da se je potrebno med seboj pogovarjati. To danes, kar počnete tukaj, je to, da se pogovarjate. Treba se pogovarjati, treba je skrbeti za dialog in treba je še eno stvar tudi paziti pri tem. Treba je tudi znati poslušati, ne samo povedati. Bila sem zelo presenečena in hkrati vesela, ker sem na našem šolskem parlamentu, pa tudi danes ugotovila, da imate dobre oči v smislu tega, da marsikaj vidite in da je zdaj šolski parlament priložnost, da to tudi poveste. Kar vam polagam na srce v otroci je, da nikar prehitro ne odraste, ker vam bo žal, kar boste odrasli, se boste spomnili za nazaj, pa boste videli,
Lepo fajn se imate, tudi če se vam zdi marsikaj krivično, pa ocene, pa starši, pa učitelji, pa vsi ostali. Uživajte, pa živite zdaj, ne za prihodnost, pa ne za nazaj. Današnji otroški parlament v osnovni šoli Kranjska Gora je pokazal, da so otroci, čeprav taki, kot smo bili mi pred davnimi leti, da so še zmeraj radoživi, igrivi, da so pripravljeni sodelovati v marsikakšni zadevi, da tudi opazujejo svet okrog sebe, da opazujejo in ocenjujejo nas starejše, učiteljne, da si želijo znanja, da želijo dobre pogoje in da so v bistvu zmeraj bolj ambiciozni. Jaz verjamem, da tale parlament danes ne bo zastonj, da so kar nekaj zadev razčistili, prediskutirali skupaj z nami, od odnosov med starejšimi, mlajšimi, od preverjanja znanj, od podajanja šolske snovi do raznih drugih problematik v šoli. Pokazali so tudi res neko zrelost in pripravljenost res za nadaljne življenje. Bili so to res, da boljši učenci višjih letnikov oziroma višjih razredov, ki so že usmerjeni s pogledom v prihodnost, tako da se veselim, da za nami prihaja taka ambiciozna, pridna mladina, ki bo kmalu zapolnila mesta, kjer v bistvu smo zdaj mi, ki bodo vodili našo občino, šolo, podjetja, ki bodo na delovnih mestih, ki jih bomo mi spraznili, nadomestili nas in seveda našo občino in celo Slovenijo peljali v takmu tempu naprej in seveda jo postavili še višji kot zdaj. Jaz sem želim res vse srečno in uspešno naprej ter dobro predstavitev tudi na parlamentu v Ljubljani, kamor se bodo odpravili predstaviti in zastopati našo v bistvu osnovno šolo in tudi tole našo medobčinsko akcijo parlamenta. Kranjskogorske šolarje kot gostitelje parlamenta zdaj čaka še obisk pravega parlamenta. Prostovoljni gasilci so ta teden preverili svoje sposobnosti na gasilski vaji pri hotelu Kompas. Društva iz zgornjega dela doline so znova dokazala, da dobro sodelujejo in ko je treba, znajo strokovno priskočiti na pomoč. Danes smo izvedli meddruštveno vajo in sicer PGD Rateče, Podkoren, Martuljk in pa mi Kranjska Gora na temo evakuacija v hotelu Kompas. Približno taka vaja je že pred leti bila, zdaj smo samo ponovili scenarij in ugotavljali delovanje požarne naprave, telecentrale, potem poziv na center 112 in pa evakuacija zaposlenih in pa gostov. Na vaji je sodelovalo 40 gasilcev z 12 vozili. Ja, današnja vaja evakuacije v hotelu Kompas je po gasilski plati in seveda gasilski intervenciji izredno dobro uspela. Vse enote, se pravi 4 enote, ki so sodelovali na tej vaji, so skladno delovale in seveda tudi skladno s gasilskimi postopki v takšni intervenciji. Tako da moram to vajo oceniti res kot zelo, zelo pozitivno. Namen takšnih vaj je ugotavljanje pravilnosti ali pa skladnosti vseh postopkov evakuacije, se pravi pripravljenost zaposlenih na evakuacijo, pripravljenost zaposlenih evakuirati seveda vse osebje in goste iz hotela, seveda ugotavljanje tudi pravilnosti delovanja vseh sistemov požarne zaščite, ki so nameščeni v hotelu in seveda skladnost takšne vaje s pripravljenim načrtom evakuacije iz takšnega objekta. Seveda pri tem morajo sodelovati tako zaposleni, vodstvo,
podjetje ali pa vodstvo hotela, če tako rečem, in seveda tudi zadolžene osebe za izvajanje evakuacije. Po prvi oceni nimamo še podatkov tudi ostalih ocenjevalcev. Po moji oceni je bila tudi ta vaja skladna z načrtom postopka evakuacije za takšen hotel, kot smo ga danes obravnavali, se pravi hotel Kompas. Na rednem letnem občnem zboru pa so se nekaj dni pozneje sestali člani in članice Gasilske zveze Kranjska Gora. Pregledali so dela v preteklem letu in se dogovorili, kaj vse bodo izvedli letos na področju izobraževanja ter opremljanja društev. No, danes je za nami 22. občni zbor Gasilske zveze občina Kranjska Gora. Tako kot vsako leto smo tudi letos pregledali naše delo in pregledali naše poslovanje ter kako in na kakšen način smo delovali v preteklem letu na področju komisij, torej mladine, članic in pa tudi veteranov. Enako smo pogledali, koliko in kakšne intervencije smo imeli, kako smo se izobraževali in usposabljali in kako smo bili uspešni pri nabavi nove opreme in opremljanju naših gasilcev. Ugotovljeno je bilo, da so bili plani realizirani in da smo v preteklem letu poslovali zelo dobro. Na koncu pa smo podelili priznanja in pa druženje zaključili tako kot običajno z državnim večerom. Člani in članice turističnega društva Dovje Mojstrana so se prav tako ta teden sestali na občnem zboru. Ta je bil tokrat volilni. Predsednik društva ostaja Matjaž Podlipnik. 4 leta so za nami, bilo je tudi volilno leto. Tudi leto 2018 smo bili zelo aktivni. Naredili smo več kot 30 dogodkov, kar je za prostovoljno društvo res veliko. Poleg tega smo pa zelo dobro sodelovali tako z občino Kranjska Gora kot s turizmom Kranjska Gora, komunalo Kranjska Gora in vsemi društvi v kraju in tudi širše. Vsi naši dogodki so bili dobro obiskani, pa ne bo to od skrajnega začetka, od pustovanja preko kresa, kresovanja skupaj z dovškimi gasilci, pa naprej proti slovenskemu večeru, Aljaževim dnevov in naprej do septembra, oktobra, razlijanje buč, pa seveda tudi veseli decembra pod Triglavom. Enako načrtujemo tudi v bodoče. Letos je bil občni zbor volilni, zopet smo iskali predsednika društva in zahvaljujem se vsem članom in članicam, da so me zopet izvolili za še en 4-letni mandat. Nadaljevali bomo tam, kjer smo končali in naše aktivnosti še nadgradili, sodelovali pa seveda tudi z vsemi, ki se trudijo za razvoj trajnostnega turizma v destinaciji Kranjska Gora in še posebej v vaseh pod Triglavom. Turistično društvo Rateče Planica je od četrtka do danes pripravilo razstavo ročnih del pridnih deklet in žena. Na ogled so bili izdelki domače obrti, vezeni prti, kleklani izdelki, pletenine in rateški žoki. Zdaj pa, drage gledalke in gledalci, prelistajmo še koledar prireditev. Predavanje Skotopični sindrom bo v knjižnici v Kranjski Gori v torek ob 17. Na predavanju bodo predstavili IRLEN metodo in posredovali tudi informacije o svetovni mreži IRLEN. Člani folklorne skupine Dovje Kut Jaka Rabič ob 10-letnici ponovnega delovanja folklorne skupine pripravljajo folklorni večer Naših 10 let, ki bo v petek ob 20. v Aljaževem prosvetnem domu na Dovjem. Toliko smo, drage gledalke in gledalci, pripravili za tokrat. Imajte se lepo in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!